En lep dober večer, Tanja Skaza z vami. Danes ni četrtek, ampak vseeno je pa danes odličen dan, ker je ali drugi ali tretji dan. Ne, glih sem prišla nekaj dni po obredu in sem tako polna ne samo idej, energije in mislim, da je prav, da tudi to energijo potem dam na video. Ne vem, kakšen bo četrtek, zato se nekaj kar danes postavim in danes mogoče malo več povem o akademiji. In sicer kmalu začenjam tretjo akademijo, to pomeni tretja generacija že nadaljuje in tretja se vpisuje, to pomeni imamo 3 letnike, havš, in tudi komaj čakam, da se mi tretja generacija vpiše. In sem vseeno želela, da malce več povem o akademiji, nekaj lahko preberete, iskrena hvala vsem, ki ste se prijavili. Jaz vem, da bo ta tretja boom, vedno rečejo trojka, glede na to, da imam tudi srpske gene, vedno rečejo 3. Trojka je vedno tista, ki je taka najbolj prebojna, vendar v enki so najlepši zgrajeni odnosi, v dvojki so se punce noro odprle, ful veliko zavesle in mogoče na trojki pa računam, da bo pa dosti več poslovnega sodelovanja, povezovanja. Tudi to naj povem, da imam nekaj pokroviteljev, tokrat imam pokroviteljev, ki verjamejo v to akademijo in dragi moji, ne boste verjeli, prvo so me podprli moški, podprli, saj to. Po eni strani sem vedela, da me bojo moški prvo podprli, zaradi tega, ker se zavedajo, da ko ženska dela spremembo na sebi in ko je srečna, se to najprej pozna doma in potem posledično tudi v podjetju. In jaz mislim, da vedno bolj bomo to potrebovali, še posebej, kar vidimo, kar se nam dogaja. Moja akademija je šola za učenje, ali pa rečemo, to je čist učenje za življenje. Tako kot imate na akademiji, ali pa ne na akademiji, na šoli imate ocena od 1 do 5, isto je tukaj, da v prvem letniku samo nimate od 1 do 5, imate pa zelo pomembne informacije in prvi letnik, po prvem letniku, po prvi seansi, po prvi akademiji, kaj je moja hrana in moj rezultat, da dejansko ženske dobijo to namero, začutijo to namero, ki je pač generalna namera akademije. To pomeni, da se opolnomočijo, da se začnejo povezovati, da se spodbujajo, da se učijo ena od druge, pomagajo eni drugi in predvsem, da si dovolijo odpreti. To pomeni, v prvi akademiji zelo veliko delamo na sprejemanje sebe, ker če mi sprejmemo sebe, mislim, to se tako smešno, mene skozi sprašujejo, kaj bi to jaz malo drugače razložila. Veste, čisto, najbolj enostavno, če vas kdorkoli moti, ki zraven vas sedi ali ki ga vidite, vedite, da ne sprejemate sebe. V primeru, da vas ta oseba ne moti, da rečete, to je njegovo življenje, pomeni, da ste sebe sprejeli. Tudi jaz sem imela še do nedavnega sem imela izziv in sem še tudi to sprejela. In je bilo top in je zdaj vse, pomeni prvo leto se učimo na sprejemanju. In prvo leto na sprejemanju, odpuščanju, zato ker vidimo, če ne spuščamo zamere, če ne spuščamo to, kar se nam je nabralo notri, če vse to temo, o temi tudi, o temi bomo najbolj govorili, ker dejansko se bomo soočali s temo, potem zelo težko delamo korake do lastne vrednosti. Saj lastna vrednost vas bremza, zato ker ne znamo spuščati, In potem, kaj je pomembno, da se zavedamo, da ne moremo biti uspešni, če ne gradimo svoje lastne blagovne znamke. Najlažje, meni tako reče, tebi je ful lahko govoriti, ti pač prideš, spomnite se tisti, ki me poznate od prej, 300-krat sem povadila, preden sem šla pred kamero. Pa rečemo še, preden sem se začela ukvarjati s temi videi, ali pa ne, preden sem začela tako hoditi na obrede, sem se še ukvarjala, pravilno slovensko govorim, pa vsak video, jaz ko pogledam zdaj moj en video za nazaj, pa zdaj mojega, rečem, oh my god, se tam sem še naštelana, zdaj pa govorim iz srca. Zakaj vidim, da je akademija tista, ki res lahko naredi velike premike? Draga dama, jaz sem se odločila za ženske, zato ker jaz sem ženska, ker jaz sem skozi vse te izkušnje šla, bila sem od ranjene punčke, bila sem od žrtve, bila sem do, kako že reče moja draga, mavrične bojevnice
in danes sem konstantno v srcu. Poskušam delovati konstantno iz srca, ker lahko. Seveda so mi pomagali številni obredi, ampak danes znam ločiti, kdaj je vsega v srcu, kdaj je v umu. Seveda, ko je srček odprt, lažje sledi. Vem pa, kadar padem ven iz srca, ker takrat padem v stanje ega. Ego vedno dela borbe, medtem ko srček nikoli ne dela borbe. Srček pusti pa reče, je že tako namenjeno, naj gre. Karkoli se zgodi, rečemo, ja, je že tako prav, se že nekaj moramo iz tega naučiti. Zdaj pa na kratko malce bom povedala program, kaj boste delali na tem programu in zakaj je program tako zastavljen. Eno točko smo spustili, tantro, ker smo se odločili, da tantra bo vedno na koncu. To je za tisto češnjica na torti, je tantra. Vidimo ogromno čudovitih žensk, ogromno res lepih, zunanje lepih, notri pa še vedno se nas drži izredno močno to, to bi mogla reči vedenje, da želimo ugajati drugim. Tako kot bodo drugi rekli, ali pa, da bom za njih, da bom to, jaz sem dobra, jaz sem mila, gor dol, te vzorce boste vse videli, vse spoznali, vse odvrgle. In najbolj boste videli na prvi akademiji, kaj je najbolj pomembno na prvi akademiji, kakšna oseba ste. Kam vas bom vleklo? Ali vas bo vleklo tam k negativnim informacijam ali pozitivnim informacijam? Kam? In dejansko že v prvem letniku postanete sestre. In to resno govorim. V prvem letniku postanete sestre. Predvsem to, ker začutite, da smo čisto vse enake, nič nismo drugačne. Tudi jaz sem kdaj žalostna, tudi jaz kdaj mi nekaj ne paše, tudi jaz sem kdaj v dvomih, tudi jaz imam strahove, ampak potem, ko vidite, da tudi na drugi strani je to, vam je lažje, se bildate eno drugo. Ok, na kratko pri programu ne bi zdaj šla vsako posamezno, ampak bom samo izpostavila, kaj so nujne stvari. To pomeni, tako kot imajo v šoli ocene od 1 do 5, prvi letnik končan, prvi letnik je zlata moja, da se sprejmeš, da odpuščaš, pa da se zavedaš svoje lastne vrednosti. Kako se boš pa zavedala svoje lastne vrednosti? Le točno takole, kot je sedaj. Da bo stopila, povedala kak stavek 2 o tem, kaj počneš, kdo si in kako verjameš v svoje produkte. Prvi letnik, to gladko, ker jaz vem, da zraven v tej Sloveniji je toliko čudovitih žensk, ki so tako čudovite, pa se bojijo stopiti ven in potem jih zažira notri, le ona lahko, jaz vem, koliko sem pametnejša od nje, jaz vem, kdaj sem to lahko, gordol, vsaka od vas to lahko naredi. Sem, da pa lahko to naredite, je pa treba se poglobiti v temo. No, tema so pa ti občutki, ki jih imate, strahovi, sram, krivde, zamere, ljubosumje, nevošljivost, karkoli. To bomo pogledali in videli, kaj se notrno dogaja. To pomeni, predvsem, ko boste to naredili, je vaš prvi letnik končan. Kajti, če to ni narejeno, pomeni, da lahko rabite še 1 leto zraven, da še rabite malce bolj dodelati, lahko da potem ugotovite, da še niste pripravljene na spremembe, kajti akademija, tako kot pravim, je učenje za življenje. Tako da, največ bomo na začetku delali v sprejemanju. To bo najbolj zanimivo, ker bo cela skupina, vsak od mene ve, da dobi namero. Ok, mogoče se še naj dotaknemo tega. Zdaj na zadnjem obredu sem se tudi odločila, da ne bom jemala ljudi na obrede, tisti, ki res ne verjamejo, koliko je namera pomembna. Zakaj vem, da je namera pomembna? Ker že več kot 25 let sem v poslovnem svetu. Namera je z drugo besedo cilj. Cilj. Če ljudje nimajo ciljev, ne morejo biti uspešni. Če ljudje nimajo vizije, ne morejo biti uspešni. Namera je, rečemo, cilj ali vizija. In ko začutim, da je ljudem, da ne znajo, da jih to ne zanima, gordol so megla. Megli ne moreš narediti premikov, megli sploh ne moreš iti dol v globino, ampak se pač tu nekaj nahajaš in ne moreš nekako integrirati tistega, kar dobiš. Tako da, na vsaki akademiji pač naredim tako, ker želim delati samo kvaliteto, ne kvantiteto. To sem se nadelala, če se tega nisem nadelala, zdaj delam kvaliteto. Za vsako mojo stranko vem, kdo je, vse vem o njej. Zaradi tega, ker, tako kot rečemo, zdravniški list, včasih hecajo, če imam zdravniške liste in pa preberem tiste zdravniške liste, tu je že tam je naredil in točno vem kam, potem oseba je prav, da gre. To pomeni,
Ko se slišimo, bom skozi namero, ko bom vas spoznala, bolj ko se mi boste odprli, danes sem imela čudovite pogovore z nekaterimi, zdaj sem že začela delati pogovore z udeleženkami akademije, mi je tako lepo, ker enem je že, danes mi je bilo čudovito eno poslušati, kako prvič je, ko je knjiga prišla ven, prebrala knjigo, kak me spremlja, kak dela, kak se je pripravila, mi je že vprašalnik tako rešila, da smo že vse vedeli, kaj se mora zložiti, pa kakva mora biti namera, noro. No, to pomeni najprej namera in potem skozi namero že vi takoj padete v proces. Kakšen proces? Seveda, taka kot je namera, to boste začeli dobivati. To bodo uvidi, spoznanja in preizkušnje. Brez tega ne gre. Ok, kaj je bistveno prvega letnika? Kaj sem želela v prvem letniku akademije, to meni prva akademija, sporočiti? Da lahko res se sprejemate, da odpuščate in da spoznavate, da ste lastna blagovna znamka. Dejansko, drage dame, dokler mi srčka ne odpremo, vedno delujemo, vedno lahko delujemo v nekem bojišču, kot da bi poskušali se kadarkoli, ne vem, boriti. Tiste osebe, ki z mano hodijo k meni na coachinge, jaz se spomnim prvega coachinga, kakšen je, pa drugi, pa tretji, pa še potem razume, srčku bomo našli vse odgovore. Tako da tudi razumem, da prvič ne moramo takoj sneti vseh oklepov, ampak cilj je, da po prvi akademiji snamemo. Začnemo ga pa snemati tudi, dajati dol na tak način, da greste na obred ljubezni. S tem, da pač vaš obred ne bo trajal 3 dni, vaš traja 2 dni, ampak zaradi tega, ker ste pa vključene zraven, evo, ena se mi, imam tudi Hrvatico na akademiji, sem ful vesela, ampak vse razume slovensko, tako da je top. Glih to je pomembno, ker ko srček odprete, pa ko boste povezane s seboj, pa to je nekaj najlepšega. To lažje boste potem razumeli, pa zdaj ona iste, kaj je, pa tam ima iste vzorce, pa tule. In potem boste delale na teh. In zdaj mogoče, se sploh ne vem, koliko časa govorim, čeprav sem rekla, da bom kratka, ena zadeva, ki se mi zdi nujno pomembna, lepo prosim, vsi tisti, ki hodite kamorkoli na obrede, vedite, obred je najbolj odvisen od šamana. Od šamana, da je šaman postavljen, da šaman potegne, pokliče najvišje spirite. Naša Gaja pokliče najvišje spirite gor, da se vi res povežete s svojim višjim jazom. Zato pri meni bojo vedno moji šamani in tam bomo šli. In jaz vedno, to bi zdaj spet malo dolgo govorila, to je za drug video, ampak šaman je tisti, ki je steber in ki odpira vašo auro in jo odpira. Tako da obred ljubezni, absolutno gremo na to in se bomo imeli čudovito in se povežemo. Predtem ste že imate 2 srečanja, zato da nite hudo, da pa na 3. srečanju snamete vse dol. Zato bom zdaj kar tako malo povedala, kaj je tisto, na katerega, kaj bomo dali postavke, ali pa vse je pomembno. Jaz bi še dala 2 zraven, sem vem, da potem bo preveč za vas, ampak v prvem letniku je to dovolj. V prvem letniku tudi gremo na odlično, to pomeni naši Nataši, ki zdaj že sodelujem nekaj časa z njo, Nataša Čebulj, na postavitev družine, zlate moje. Dokler ne sprejmemo mame, ne sprejmemo sebe. Res ne bo šlo. Lahko imate ne vem koliko znanj, koliko upgrade znanja, koliko knjig prevedete, ker boste vedno delovali iz uma, ne boste šla direktno noter v srček. Jaz to vidim, jaz imam stranke take, ki so neverjetno inteligentne in potem je tako lepo, ko začutim njihovo srce, ko odprejo svoje srce pa rečem, ok, zdaj si naložila cel kup znanja, tako, upgrade gor. Zdaj gremo pa letiti, ko gremo spuščati dol, da lahko srček odprema. V redu? Tako da postavitev družine bomo delali mamo se bomo ukvarjali z mamo. Vendar, glede na to, da pa vsaka, ki pride k meni, reče, ja, ampak jaz si moram biti poslovna, želim biti poslovna. Ja, sončice moje, brez tega, da se zavedate, da ste vi blagovna znamka, ne morete postati uspešne. Lahko samo tako postanete, da imate podjetje, ki ima zelo močno tradicijo, vložite denarja in denarja, tudi jaz sem bila med njimi, ogromno denarja zdevala do marketing, dokler nisem danes razumela, kaj sploh je marketing v popolnosti in ga danes razumem čisto drugače. Zato tudi imam na akademiji pokrovitelje, ker bom delala zdaj drugačne zgodbe, PR-ovsko močne, da slišimo, kje se delajo spremembe.
je prav, da se zavedate, kaj je blagovna znamka. In seveda, vse program si lahko sami preberete, zdaj pa od samega začetka, to je pa tisto, kar je pa najbolj, kar pa nisem imela lansko leto, sončice moje drage, bomo nekako to nadoknadile, so pa dušni zapisi. Kako se to sliši? Včasih ljudje ne vejo, kdo so. Včasih ne vedo, da mi je bilo čudovito, ker z eno, ko sem govorila udeleženko, ona vse ve, vse mi je povedala, vse je že prištimala, jasno ve, kam je usmerjena, jasno ve, kaj na čem mora delati, pa tako naprej. Moja čudovita sodelavka, čudovita, jaz že vrsto let sodelujem z njo, zdaj se je opolnomočila, opogumila, ker tudi hodi na akademijo in že upa govoriti, in je tu že zadnjič z mano posnela, z njo delam ceremonialne kakavove obrede, ne samo obrede, to je drugače, tudi spoznanje sebe, boste delali dušni zapis, ker če vi ne veste, kje ste, kaj vas moti v življenju, rabite dušni zapis, da naredite korak naprej, da veste, kaj je vaša pot in vas ona vodi in tenka, to boste naredili pred obredom ljubezni. Dušni zapis, da se odprete mi. In kaj se največkrat zgodi? Oh my God, imamo neke karmične dolge, karmične zapise, karmične prijatelje. Jaz sem včeraj enega razreševala in vam naj povem, da sem danes tako srečna, zato pravim, da sem mogla kar video posneta. Tako da včasih ne vemo, zakaj se z nekom razumemo, pa ne vemo zakaj. Ali pa včasih nas nekdo tako moti, pa res ne vemo, pa vse sem pregledal, pa ne vem zakaj. Ampak, če se energije najdejo, se najdejo iz prejšnjih življenj in je te energije potrebno združiti ali pa vedeti, kaj je, očistiti, ali sprejeti z ljubeznijo ali pa odsloviti z ljubeznijo. To meni nič ne sme biti nedokončanega. Potem pa ena pomembna stvar, ki več, ne pomembna, so vse pomembne, vse so pomembne. Jaz dostikrat vidim izredno lepe ženske, tako urejene, vendar, če ženska ne zna biti dama, pri mizi se pravilno obnašati, imeti, tako, ne glede na to, lahko ima najdražjo obleko na sebi, hvala Bogu, ker sem jaz vedno znala, naj vam povem, jaz sem si včasih kupovala drage obleke. Danes si kupujem krasne obleke za super ceno in znam nositi obleko. Znam nositi, vem, da jo znam, kakršnokoli dan gor. Kar pomeni, da tudi je prav, da spoznate, kako se dama obnaša, kako je, kako se rokuje, kdaj pije šampanjec, ali lahko spije 5 kozarcev, ali lahko enega. In to je nekaj, kar boste lahko gledali. Mi že štejemo dneve do našega zaključnega srečanja, ker je prva akademija, pa druga akademija so skupaj. Mislim, niso skupaj. En večer so skupaj, pa na ladji so skupaj. To meni imajo zvečer žurko, gala večerjo, boste videli, kakšne so v galah oblekah. Tako da, tam boste že lahko začutili ta njihov spirit, kako so se, to njihovo dušo, kako se je prebudila, kako kliče ta duša po neki drugi spremembi. In boste videli, kakšne spremembe se dogajajo. Tako da, brez bontona nažalost ne gre. Brez česa pa definitivno spet ne gre. Lahko ste vi fenomenalne, če nimate vizije za naprej. Vizije, kaj hočete. Ne vem, da mi nekdo reče, želim biti najboljša cvetličarka ali pa želim biti prva izbira, ko se bojo spomnili na rožice, da sem jaz tista. Želim, ne vem, ko se spomne nekdo, da hoče polepšati se, da pride k meni. Vaša vizija, to mora biti v vaši glavi. Vi ste tisti, ki veste, kam je ta pot usmerjena. In to delamo zaključno srečanje, ampak kakorkoli, program je napisan. Želim povedati, kako je sestavljen program. Program je sestavljen, da se najprej malo slačite. Slačite, da se dotikate malce teme, svojih čustev, temnih, ki vas zavirajo, zato, da bi lahko spoznali še večjo svojo lastno vrednost, da bi bile bolj uspešne v svojem poslu, da bi bile bolj srečne, ker če boste srečne, boste to ljubezen prenesle isto v službo in potem bo 10-krat lažje. 10-krat lažje bo. Pomeni, zdaj sem pa misel izgubila, kaj sem hotela vmes povedati, mi je ušlo, res mi je ušlo. Bomo delali predvsem na tem, da spuščamo, se sprejemamo,
da začutimo, katera gre na živce, zakaj nam gre tam noter je nekaj, kar se še skriva, kar moram še jaz oddelati. Tako da bomo sprejemale se, spuščale, to se neka temo. Aha, temo. Še enkrat naštem temo. Sram, krivda, zamera, kritika, nevoščljivost, ljubosumje. Marsikaj bi se še lahko naštelo, to bomo drugič imeli nalogo. Napišite, ali pa dajmo napisati, da vidim, napišite notri, dajte mi napisati, s čem se srečujete. Se srečujete s katero temo se srečujete, pa bom vesela. No? To meni najprej delamo na tem. Potem pa, ko mi to podelamo, pa smo pa že fan postavljene, zdaj pa gradimo brand in zdaj delamo na lastni vrednosti. Predvsem pa, kako boste ženske lahko samo ena. Ženska skozi drugo žensko spoznava svojo temo, svojo svetlobo, spoznava, kako lahko postane boljša, dobiva na lastni vrednosti. Na čem še? Spomnite se tako, ko greste ven. Kaj imate raje, da vas pohvali moški ali ženska? In vem, da je včasih veljalo pravilo, ko te pa ženska pohvali, je pa to top of the top. Ok, evo, tu ciljno persono, pa kakorkoli. Drage moje, jaz vem, da ta tretja akademija bo boom. In zdaj za vse tiste, ki imate izzive, ki ste tako neodločne, pa se odločite, a bi ali ne bi. No, ne samo na prijavo akademijo, tudi samega svojega dela. Kakor vidite, kaj tudi mene drži. To je tretja akademija. Sem vztrajna, pogumna in vem, da moja akademija bo enkrat na ministrstvu. In bo to akademija to bo šola za učenje, ker edino tako, tega nimamo mi, tega sploh nimamo. In to je nekaj, kar vam lahko pomaga, da resnično ne rabite, ne vem, hrepeneti po nečem drugim, ampak da lahko to imate noter v sebi. Da lahko te svoje sanje res živite. Ampak pomembno pa je, da niste same pri tem in da to začutite, da niste same. In če kje se da začutiti opolnomočenje skupine, je to definitivno pri meni. Veste zakaj? Zato, ker sem se jaz izredno dolgo časa ukvarjala s tem, zdaj vem, da mogoče tudi sem sama dala stran, nisem sprejemala tega, ampak vem, da največji zaklad so ženske. Ko ženske so srečne, so moški srečni. Ko ženske niso srečne, moški tudi niso. Oziroma moški potem tega pač morajo paziti, lahko pohvalijo, ne pohvalijo. Meni je ful všeč, ko moj mož mi reče, wow, kak je top je ona, le kak je to dobro, ona, meni je super, to meni se lahko pogovarjamo, ker potem tudi vem, da se od takih lahko učim. Me, ženske, pa včasih naredimo kontra, jaz ne. To je bilo včasih. Naredimo tako, ko nekoga pohvalijo, takoj gremo, to ni v redu, iščemo, kaj niso dobre stvari. No, tukaj ne boste nič iskali, kaj ni dobro, tu boste iskali vse, kar je dobro. Želim vam en čudovit večer. Kakor vidite, sem še čisto v svoji ayahuasca energiji. In pol, ko mi kdo reče, tako, ko mi kdo reče, joj, jaz ne vem, a je to prava, ni to prava stvar, dragi moji, a je prava stvar, to sem zdaj, tako bom malo drugače rekla. Vsi, ki ste polni strahov, vsaj na eno ajo je dobro iti. Vsaj na eno ajo. Tisto pa ne upa iti na ayahuasko. To nima zdaj veze z akademijo, ker na akademiji, prvi akademiji imate obred ljubezni, na drugi akademiji je ayahuaska. Ene že vmes prej naredijo 5krat ayahuasko, zdaj imam eno iz druge akademije, ki je že strokovnjakinja. Mislim, ona je že zdaj čisto ljubezni not v aji in obvlada že to. Tisti, ki ne upajo iti na en šamanski obred, a vi veste, koliko je še to zaprto srce? To je izključno to je samo Šamani so zdravilci, šamani vam odpirajo srce, šamani vas pripeljajo tja, tam, kjer ste vi doma, v vaš raj. Ampak jaz vam pa pomagam na tej poti, to je zdaj pri obredih, ampak tle vam pa pomagam, da vam držim orodja, da mi slučajno ne padete, pa da vztrajate in da delate trend. Nisem za ta trend, sem za ta trend. To pomeni procesno globina. Zdaj pa grem v moji družini. Prvo grem malo plavati, ker je še topla voda, tako da grem uživati. Čau. Napišite svojo temo, kje čutite svojo temo, podelite, da bom videla, česa se največ bojite, da bomo že takoj na začetku startali s skupnim imenovalcem in videli, kje je tista tema, ko se jo bomo dotaknili.